Torej, lep pozdrav, danes je spet čudovito sončno dopoldne na Ljubljana TV in z mano je Peter Frankl iz Igluja. Za tiste, ki ne veste, kaj to je improvizacijsko gledališče Ljubljana, ki bo v soboto prav tukaj za nama v tej stavbi, to je Menza pri Koritu na Metelkovem mestu, začela svojo novo sezono improvizacijskega gledališča. Peter, lepo pozdravljen. Ful ti hvala, zelo lepo vod. Vse stvari si točno povedala. Super, da best. Okay. Dajva mogoče za začetek sam najprej povedati. Improvizacijsko gledališče Ljubljana. Zelo visoko leteče ime, to ste se ga sami spomnili, vam je kdo sugeriral, kako je prišlo do tega? V bistvu smo hoteli ustvariti neko društvo, ki bi imel pojme not, kot so impro pa Ljubljana, zato ker smo vsi tukaj situirani, pa nekako se ta akronim kar sam od sebe sestavil. Je bilo improvizacijsko gledališče, pa Ljubljana je sicer LJ, ampak smo ga malo spreobrnili v LU, tako da akronim se je kar sam ustvaril, no. No, super. Se mislim, da je zdaj postal že kar tako prepoznavna firma, ne? Ja, upobino. Ker ne samo, da imate tukaj dogodke, kakor bo v soboto, ampak imate tudi delavnice. Kaj je bilo prej? Dogodki, delavnice, vse skupaj? Ja, najprej se je ustvarila ta ekipa teh treh nadobudnih improvizatorjev. Potem pa smo še začeli tečaj poučevati, tečaj improgledališča in imamo za študente, tako kot za odrasle. Ampak tečaj improvizacije pa je že obstajal v Ljubljani. Tako da ni nova stvar, ampak najprej bila skupina, pa smo še tečaj začeli. Ja. Sej, ko rečeva improvizacijsko gledališče, kaj to pravzaprav pomeni, če malo razloživa? To pač pridete gor, nič nimate pripravljen in pol nekaj naredite. Zdaj se dela, da ne ve, ne, ampak je tudi sama improvizirala, ne, ampak v redu, ne. Ne, hecam se. Ja, to je načeloma bolj spontana komedija. Mislim, ni nujno, da je komedija, lahko je tudi, lahko zaobjame vse občutke človeškega spektra, ampak to je predstava brez vnaprej pripravljenega scenarija, vse se dogaja sproti, vse se izumlja sproti, dela se s pomočjo publike, publika da kakšen predlog in vse je spontano, ja, brez scenarija, tako. Ampak nek koncept pa si ponovadi določite, ne? Če bo to kratka forma ali bojo krajše? Ja, jaz bi rekel, da odvisno, kdaj imaš nek vnaprej določen koncept v smislu, danes bomo naredili kakšen žanr, ali pa danes bo toliko prizorov, ali pa danes bomo s publiko delali. Lahko pa, da kdaj prideš gor na oder, pa si čist brez kakršnekoli ideje, pa si na licu mesta izmisliš predstavo pa format. Tako da ja, lahko je popolnoma začrtan format, lahko je delno začrtan format, lahko je pa čisto odprt. In tukaj, kar boste imeli v soboto, že imate kak format? Ja, imamo delno začrtan format. In ta format oziroma predstava se imenuje Zgodbe iz Metelkove, zato ker je obletnica Metelkove, ne. Bomo improvizirali zgodbe, ki so se zgodili tukaj. Mislim, to je malo kontradiktorno, ne moreš improvizirati nekaj, kar se je že zgodilo, ne. Ampak ljudje bodo povedali, kaj se jim je vse pripetilo na Metelkovi in mi bomo delali prizore iz tega. Naprimer, no, bova potem poskusila po reklamah, pustiva tole zdaj za enkrat malo za skrivnost, eno presenečenje vam pripravljava. Boste, glede na to, da ste v preteklih letih ste dostikrat imeli tudi kakšne goste iz tujine, tokrat boste sami za začetek sezone ali bo tudi še kdo zraven? Tokrat bomo na vso veselje in srečo publike bomo sami. Zato, ker mi bi radi imeli goste, ampak ga zdaj malo težje potvati, ampak bomo probali še kakšnega gosta zrihtati, ja, iz tujine. Kako pa je bilo z gosti v preteklih letih? Imeli ste marsikoga od Adija Smolarja do nekih improvizatorjev iz Kanade. Kako se je to išlo potem? Ja, kdaj se je super išlo, recimo Adi Smolar je ful tak ljudski človek in pač je zelo delal s publiko in so ga vsi oboževali. Pol si imel kakšne manj posrečene goste, kakšne reperje, ker niso bili toliko resni, ne bomo imenovali nobenega. Pa smo pa kakšne te profesionalne igralce, ki se tudi ukvarjajo z improvizacijo iz Kanade, Avstrije in pač ja, mislim, mi smo lahko samo presrečni, da ljudje hočejo sodelovati z nami, da se jim da priti v Ljubljano in se malo hecati za eno urco. Tebi se očitno tudi da hecati, a se ti vedno da hecati?
To je moje prekletstvo, veš. To je moje prekletstvo. Meni se vedno da, ampak ne pomeni to, da ni prostora za kakšne bolj čustvene momente ali pa mislim, bistveno je, da se vzpostavi neka povezava med ljudmi. To je bistvo, ne. Se pravi, če ne bi bilo publike, bi sploh imeli predstavo? Imel bi potem solo vaje, kjer bi se poglabljal sam vase in pač improviziral svojo astrološko projekcijo. Sej, ko rečeš vaje, hkrati pa govoriš o tem, da ko prideš na oder in si boš nekaj izmislil na novo, kaj potem vadiš? Kako izgledajo te vaje, vaši tečaji, recimo? Veš kaj, mi, kot je znano v človeški psihologiji, imamo veliko enih obrambnih mehanizmov, ne? In potem v improvizaciji vsi ti obrambni mehanizmi pridajo na plan, tako da probamo se potem malo ukvarjati s temi mehanizmi, kako pač ne biti defenziven ali pa probi sprejemati ali pa probi biti ne toliko negativen, to je ta podzavesten strah recimo. Pol pa imaš stvari, kot so ustvarjanje nekega sveta, dajmo ustvariti nek svet, kaj se dogaja, kakšne so navade, dajmo ustvariti potem nek zaplet ali pa kakor imaš v zgodbi svoje strukture, imaš zasnovo, zaplet, vrhunc, isti princip lahko apliciraš na gledališke prizore, ne? Tudi če so improvizirani. Tako da lahko malo ustvarjaš ta svet, lahko se ukvarjaš s temi človeškimi psihologijami in mehanizmi in frustracijami. Ne vem, ampak en glavni princip je, da če jaz ti nekaj ponudim, da ti to sprejmeš, ne? Da pol ti to sprejmeš in da nekaj narediš iz tega in da skupaj zgradimo nekaj. Si bil že kdaj v težavah, ker si moral v improvizacijskem gledališču moraš na vse reči ja, menda? Si bil že kdaj v težavah, ko nisi vedel, kako nadaljevati? Lej, to je zafrknjen, kdaj tudi je potrebno, da v prizoru rečeš ne, ampak je to ta tihi ja, ne. V smislu, če ti jaz rečem, daj bi ta denar, če ne te bom poškodoval in če mi ti daš ta denar, je brez veze, ne. Mora se zgoditi nekaj, kar bo vplivalo na nadaljne dogodke, nekaj, kar bo imelo posledice, ne. Tako da, ko ti v tem primeru rečeš ne, je v resnici ja, ne. Ampak ja, bil sem že večkrat v situacijah, kjer sem sprejel vse, zato ker sem toliko dobra duša, pa mogoče se mi pol ni obrestoval. Zdi se, kakor da morate biti improvizatorji res dobri opazovalci ljudi okoli sebe. To mogoče pomaga pri tem, da znaš poustvariti kakšen lik. Ja, lej, mislim, načeloma je tudi to lepa človeška lastnost, ne, če si oprezen, pa če posvetiš pozornost nekomu, ker samo drugega imamo na tem svetu, ne. Ampak ja, ljudje smo veliki imitatorji, imamo te nevrone, ne vem, kako se reče, te mirror neurons in ki avtomatično imitirajo vedenje drugih ljudi ali pa fizične pozicije. Tako da imamo ta naklon že itak vseb, ne. Ampak ja, pomaga, da če kdaj koga imitiram, bom jaz tudi kdaj se kaj naučil česa, ne. Kaj tvoja mama pravi na to? Moja mama ne more gledati impro gledališča. Enkrat sem jo povabil na impro predstavo in je rekla, jaz tega ne morem gledati. To mi je toliko nesigurno in pol ste vi živčni na odru in potem sem še jaz živčna v publiki in preveč je nesigurno, ne morem. Enkrat je bila, to je to. Ja, se verjetno je precej drugače, tako kot včasih improvizacijsko gledališče se odloči, da bo igralo eno predstavo večkrat. Ja. A se potem vsem pride mogoče do kakšnega ponavljanja kakih stvari? Ja, zihar imaš improvizatorje in improvizatorke, ki so ujeti v svojih vzorcih, tako da že naši vzorci se kdaj ponovijo, ampak načeloma probamo vsako predstavo narediti drugačno. Mogoče nam ne uspe vedno, pa tudi vsaka predstava ni dobra, ne? Ampak tudi vsaka športna tekma ni dobra, ne? Tako da to se jemlje kot nek dogodek, nek spektakel, nek dogodek spontanosti in pač, ko gre dobro, so ljudje vzhičeni, ko ne gre dobro, ljudje ne zamerijo toliko, ker je vse improvizacija. Se kdaj zgodi, da so ljudje preveč vključeni v predstavo ali je to samo dobrodošlo? Načeloma je dobrodošlo, hočemo izvedeti, kaj se dogaja ljudem, našim gledalcem, kakšne so njihove zgodbe, včasih kakšnega povabimo gor na oder ali pa kakšno.
Ampak ja, če je nekdo preveč navdušen, lahko tudi kdaj ustvari kakšne motnje. Enkrat smo imeli na impromaratonu kakšnega kakšen požirek preveč naredil, ne? Pa se je drl med prizori. Ampak kukar na impro odru zabredeš v težave, kukar v življenju zabredeš v težave in pač to je ta potem pot heroja, da prebrodite težave in da se izboljša in da se nauči nekaj, ne? Pot heroja, wow, kaj vse boste lahko videli v soboto, a? To ni moj koncept, jaz sam žvečam pa dajem naprej to znanje, to nič ni moje, se opravičujem. Večina teh sloganov verjetno prihaja iz ameriškega improvizacijskega gledališča. Ja, mislim, to specifično je tega Joseph Campbella, ki pač je analiziral te svetovne mitologije in je ugotovil, da imajo neko skupno shemo, ne. Imaš heroja, svet, ki zabrede v težave, gre na dogodivščino, se mu nekaj zgodi, no itd., ne, pač potem na koncu je boljši človek. In to je skupno velikim mitologijam je ta Joseph Campbell raziskal, no. No, še malo teorije. Zdaj pa brez teorije gremo še v prakso, pogledali bomo kratek oglasni blok, potem pa se že vrneva nazaj. Ostanite z nami. Takole, lepo pozdravljeni nazaj, zdaj se v ozadju že super vidi vhod v menzo pri Koritu. Za tiste, ki boste prihajali mogoče na Metelkovo, pa tukaj še niste bili, mimo hostla Celice ali pa od Ministrstva za kulturo se pravzaprav takoj zabijete v menzo pri Koritu. Edina, ki ima največjo streho spredaj pred vhodom, tako jo boste našli. Z mano še vedno Peter Frankl iz improvizacijskega gledališča Ljubljana, ki bo v soboto začel tukaj svojo sezono improvizacijskih predstav. In dejva še nekaj razjasniti, Peter. Ja. Kaj je razlika med improvizacijskim gledališčem in stand-up komedijo? Ja, to je vprašanje, ki pesti veliko ljudi, ne vejo, kaj z njim narediti. Improvizacijsko gledališče je gledališče, kjer se vse dogaja sproti, tako kot športna tekma, ne veš, kaj se bo zgodilo, ne? In ni scenarija, in tudi ne vemo, kakšen bo razplet, niti konec, nič ne vemo. Pri stand-upu pa načeloma je človek malo bolj pripravljen. Ima neke pripravljene zgodbe, neke dovtipe, neke filozofije in on tudi ve, kako bo povedal te zgodbe, ve, kje bo poudarek, ve, kje bo pauza. Kdaj tudi oni prilagajajo, ampak načeloma so to pripravljene zgodbe, ki jih govorimo ljudem, ne. V improv pa so samo improvizirane zgodbe, ki jih govorimo ljudem. Ti mogoče tudi kaj nastopaš na stand-upu? Ne, jaz nimam te kapacitete, niti te sposobnosti, niti te samoiniciative. Aha, no. Predvsem pa verjetno ne toliko zanimanja, bomo rekli. Ja. Sicer pa zdaj te bom postavila tako nehvaležno vlogo, ti je težko improvizirati, če nisi ogret? Veš kaj je življenje, improvizacija, ne? Tako da itak že se že dogaja, ne? Ok, odlično. Dejva se potem delati, kakor da sem jaz zdaj da je danes sobota, da sem jaz prišla na Metelkovo in bom tvoja publika. Tako, ja. Pa mogoče tako ponazoriva na kratko, kako bi izgledala ta predstava, da ljudje vejo, kaj pričakovati. Ne, da se bojo pripravili, ker je vendarle vse improvizacija, ne? Ja. Ampak tako, da mogoče izvejo kaj novega. Tako da, pozdravljeni, jaz sem danes prišla sem, kam se lahko se bom kar semle usedla, ne? Kjerkoli, tudi imamo veliko enih kamnov v gledališču, ki služijo kot stoli. Tako da, vi ste že bili kdaj na Metelkovi, ne? Ja, jaz sem pa že bila res tudi na vaših predstavah. In sigurno se vam je kdaj kaj zanimivega pripetilo, ne? Ja, mislim, da res. Ok, a imate kakšno zdaj za naše gledalce, kakšno tako krajšo, zanimivo zgodbo ali pa nek dogodek, ki se vam je pripetil, nekaj, ki lahko na hitro poveste? Ja, imam eno s poškodbo, na primer, ne? Super, poškodbe imamo vedno. Poškodbe zagotovo veliko, super, da je klinični center tukaj blizu. Kolega je, na primer, si eno steklenico uspel razbiti direktno na roki, medtem ko je hotel jo odpreti, ker seveda nismo imeli tistega za odpirati primerno. In to se je končalo tako, da nas je 10 pristalo na urgenci, čakali smo, da mu roko zašijejo nazaj. Ja, potem pa smo tudi ugotovili, da je takole en
plakat na urgenci, na katerem je pisalo urgentni blok praznuje in potem so bile spodaj take vesele fotografije. Super, ampak ni bilo 10 ljudi poškodovanih. Nepoškodovan je bil samo eden, ampak bili smo pa krvavi vsi, ker mu je precej teklo krvi iz roke. Ja. A je bed, če poveš ime te osebe, sam ime, brez sprinka? Po moje lahko, Laura mu je bilo ime. Ja, super, v redu. Jaz bom potem probal povedati, ne moram prizora odigrati, mislim, lahko bi sem potem bi več liko moral igrati, pa bi moral skakati, pa bi malo nerodno izgledal, tako da bom kar en monolog povedal, okej? Ok, super. Ti lahko dam mikrofon? Ja. Ja, v glavnem, bilo nas je 10 in smo šli na Metelkovo praznovati. Zato, ker sem naredil ta izpit, ne, in statistika je vedno bila najtežja meni, mislim, najtežji predmet, ne vem, jaz te številke, v glavnem, itak sem plonku. Ja, veste, kakšna je statistična verjetnost, da se človek poškoduje medtem, ko je pijan? 50%, niste vedeli tega, ne? Kar je zelo zanimiv, ker tam smo praznovali, tam smo slavili, ne, moj dosežek in je bila tam ena punca, ki mi je bila všeč, ne bom povedal imena, ampak jaz sem jo hotel očarati in sem hotel odpreti flašo vina, kakor gentleman naredi in kakor gentleman naredi, jo proba odpreti, kakor zna, ali z obmi, ali s čevlom, ali z nohti, ali s vžigalnikom. No, jaz sem uporabil svojo roko in takrat sem imel neko paniko v sebi, hotel sem jim pokazati, kjer sem jaz car, tako zelo urgentno sem jih hotel to pokazati. In sem to naredil in sem v tem navalu čustev se urezal in mi je kri lila. In na koncu smo šli na urgenco, kjer je bilo vseh teh 10 ljudi poleg mene in na srečo je na koncu ona ostala tam poleg mene in mi povedala, kakšna je statistika pijanih ljudi in poškodb. In sem ji rekel, veš kaj, nikoli v življenju nisem čutil takšne urgentnosti, razen takrat, ko sem hotel odpreti to pijačo za tebe. Tako da, no, to je to. Zato smo bili na urgenci. Okay. Upam, da ni bilo preveč težko, ne, biti na urgenci. Ni bilo preveč težko, ker si pod vplivom alkohola, narkotikov. Okay. Ja, super, se pravi, v bistvu upate, da bojo ljudje, ne, ker ne bojo pred kamero, mogoče bolj sproščeni v menzi pri koritu, povedali še kako bolj sočno zgodbico. Ja, in recimo jaz sem povedal zdaj ta monolog in potem bi mogoče iz tega še prizor odigral, ne? Prizor iz Metelkove, prizor iz urgence, prizor iz društva anonimnih alkoholikov. Boste pa trije na odru, ne? Poleg tebe še Vid Sodnik in Juš Milčinski? Ja, tako je. Vid Sodnik in Juš Milčinski, oba dva priznana improvizatorja, zabavljača, voditelja in psihopata. Kako prisrčna napoved. Upam, da bosta tole tudi ona dva pogledala. Veš kaj, Peter, moram te pa tudi vprašati takole za konec, ko smo že ravno na Metelkovi, pa takole v bel dan nama je razjasnil te prostore, ki so ponavadi temni. Jaz sem prepričana, da imaš tudi ti kakšno zgodbo z Metelkove. Jaz jih imam več, ja. Ampak probam ugotoviti, kera je primerna za naše gledalce. No, enkrat sem se spoprijateljil z eno žensko na Metelkovi, pa so se odločili, da greva nekam naprej, nekam se družiti in sem jaz mislil, da me ona pele k sebi in oba da sem bila toliko pijana, da me je ona kar v eno hišo pelala. In sem vprašal, kje je to, pa je tudi ona sama ni vedela. To je bila postmetelkovska zgodba, ampak ja, zelo zanimivo, kakšni policaji v igri. Zdaj sem srečno zavzet, tako da rada, ljubim te. No, hvala, Peter. Je bilo potem vse v redu s tisto hišo?
Ja, jaz, ko sem ugotovil, da v bistvu ona ne ve, kje sva, pa da me kar v eno hišo pelala, sem jaz mal me zapaličaril in sem rekel, da dajva spizditi. Okay. Se pravi, sta hitro pobrala hišila in kopita, ampak zanimivo, da je bila hiša odprta, ne? To pa tudi. Ja, jaz tudi ne vem, kaj se je zgodilo. Ona res, kar en tak misterij se mi je zgodil. No, mislim, da se zna v soboto še marsikatera misteriozna zgodba tudi tukaj razkrit. Seveda vabljeni tudi vi, dragi gledalci, da obiščete predstavo v soboto in mogoče v intimi menze pri koritu brez kamer razkrijete tudi kakšno svojo smešno zgodbo, ki jo bojo lahko potem fantje na odru odigrali. Kdaj točno se začne? V to soboto ob 9:00 še vedno zahtevamo PCT pogoje, kot vsi posod, hehehe. In vseeno pa ne pomeni, da ne morete piva spiti, no. Noter, da se piva spiti, imamo šank. Yes, super. Vstopnino? Meni se zdi, da 5 evrov za dijake, 6 evrov za zaposlene, dajte samo, da preverim. Ok, bomo pustili. To človek ne rabi vedeti toliko informacij, ne? Mora bolj vedeti te vzorce, po katerih se lahko improvizira. Ja, samo vzorce je treba vedeti. Evo sem našel dogodek spletni. Ok, zmotil sem se, zato ker je otvoritev, je 6 evrov vstopnina za dijake in študente in 8 evrov za ostale. Je le Metelkova, je le obletnica in probamo tudi mi kaj dati nazaj, ne? Ja, 28 let v teh dneh praznuje avtonomni kulturni center Metelkovo mesto, tako da se bo dogajalo tudi marsikje drugje. Peter Frankl, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala, Pija Nikolič. Tako, vi pa le ostanite z nami na TV Ljubljana. Prav kmalu se bomo tudi vrnili nazaj malce bolj udarno, kajti poletna sezona se počasi zaključuje. Do tedaj, lepo se imejte in ostanite na našem kanalu.